Premier Cerar, kako zdaj komentirate tale ping-pong med slovensko in hrvaško policijo? Vemo, da so Hrvati včeraj napovedali tudi oni svoje kazni slovenskim ribičem. Zdi se, kot da se zadeve zelo zaostrujejo med državama. Zadeve se ne zaostrujejo kaj posebej zelo, to so neki normalni postopki, ki jih je bilo za pričakovati. Kot veste, v Slovenskem morju na podlagi arbitražne odločbe in naše zakonodaje, ki smo sprejeli na tej podlagi, uveljavljamo našo pravno pristojnost. Seveda pa moram reči, da v tem delu morja Hrvaška nima nobene pristojnosti, da bi kakršnekoli pravne ukrepe izvajala proti našim ribičem ali komur drugemu. Naj poudarim, da smo tudi seveda za interventnim zakonom, ki smo ga za ta namen sprejeli, zavarovali vse pravice naših ribičev, tako da v primeru, da bi imeli kakšno škodo zaradi zmanjšanega obsega ribolova in to škodo krije država, v primeru, da bi Hrvaška utemeljeno ali neutemeljeno, torej izdajala kakšne naloge za plačila in podobno, imajo na voljo pravno pomoč, ne samo pri naših, bi rekel, diplomatskih predstavništvih, pa tudi pri posebni pravni osebi v Sloveniji, na katero se lahko vedno v kratkem roku potem obrnejo in ta pravna oseba jim bo nudila tako svetovanje, kot tudi jih zastopala v postopkih, če bo treba. Če pa bi prišlo do kakšnega, bi rekel, sankcioniranja sa strani Hrvaške, bo pa morebitne stroške za to vse pokrila država Slovenija. Torej hrvaškim ribičem ne bo treba plačati niti centa, kam naj torej pošiljajo te kazni? Ne govorim samo o naših ribičih. Hrvaški ribiči pa bodo seveda morali plačati kazni v primeru, če so seveda storili kakšno nedopustno dejanje v našem slovenskem morju. In tukaj pač naša policija ukrepa po predpisih in pristojni organi pač izdajo plačilne naloge. Naši ribiči torej jim ne bo treba plačati niti centa, to bi si želela, da poveste. Tako je, naši ribiči so zavarovani z interventnim zakonom, ki smo ga sprejeli na podlagi arbitražne odločbe. Pri izpadu denimo ribolova dobijo določene odškodnine, če bi šlo pa za kakšne pravne postopke, ki bi jih država Hrvaška izvajala proti našim ribičem. Imajo pa naši ribiči seveda možnost takoj se zateči k pravni osebi, ki jim bo nudila pravno pomoč, pravno zastopanje, in če bi nastali za njih morebitni stroški ali bi bilo treba plačati kakšne kazni na hrvaško stran, bo za to poskrbela država Slovenija. Torej naši ribiči so v celoti zavarovani s strani naše države. Včeraj recimo smo ravno v našem dnevniku videli, da so tista dva ribiča, ki sta lovila in ki bi lahko bila sankcionirana, recimo strani Hrvaške po teh njihovih napovedih, rekla, da več tega ne bosta počela. Kot rečeno, če bi naši ribiči v situaciji, kot je, ocenili, da ne želijo iti v neke predele morja zaradi nekih tveganj, bodo zato dobili odškodnino od naše države, tako da jim povrnemo tisto, kar izgubijo pri tem, ko niso mogli loviti rib. Hkrati pa imajo na voljo naši ribiči vso pravno pomoč in naša država bo krila vse stroške, tudi morebitne plačila za globe ali kazni, ki bi nastale, če bi bile seveda upravičene. Tako da še enkrat poudarjam, na vse načine z interventnim zakonom na podlagi arbitražne odločbe varujemo naše ribiče. Hrvaška očitno stopnjuje svoja diplomatska prizadevanja v okviru Evropske unije. Mislim, da premier Plenković odhaja najprej v Evropski parlament in potem na srečanje z gospodom Junckerjem. Ali je mogoče, da bi se takrat, ko gre na srečanje z gospodom Junckerjem, vidva se šla v Bruslju? Srečanje gospoda Plenkovića z gospodom Junckerjem razumem predvsem kot prvi resnejši poskus Evropske komisije, da prepriča premierja Plenkovića, da pristopi k implementaciji arbitražne odločbe. Zato je tudi smiselno, da komisija opravi prvi pogovor ravno z njim, kajti Slovenija, kot veste, je na svoji strani že vse za implementacijo pripravila in jo v tistih okvirih, kjer to ne posega v hrvaško, bi rekel, jurisdikcijo, tudi izvaja. Če pa bo potem gospod Juncker ali gospod Timmermans, ki sta tukaj, bi rekel, tista, ki se s to zadevo ukvarjata, če bosta presodila, da bi se nadalje srečal tudi jaz z njima, oziroma bi bil potreben kakršenkoli pogovor, bomo pa takrat videli, v katero smer zadeve gredo. Pričakujem, da bo komisija seveda vztrajala na svojih stališčih, da je treba odločbo implementirati in da bo pomagala hrvaško stran prepričati v to, da na to pristane. Slovenija ima kar nekaj manevrskega prostora, no eno je tožba, drugo je pa vsekakor tudi prihajajoča turistična sezona, jo bomo letos morda izkoristili. Slovenija bo
tako kot doslej, izvajala polnopravno pristojnost v Slovenskem morju in tudi v okviru naših meja, kot jih določa arbitražna odločba. Kot vemo, na kopnem bo treba z neko mešano komisijo v prihodnje, torej sodelovanjem Hrvaške in Slovenije, rešiti še nekaj, bi rekel, konkretnih določitev poteka meje v naravi. Gre bolj za evidentiranje meje, kajti meja je določena z arbitražno odločbo. Jaz verjamem, da ne bo potrebno, da bi državi izvali kakšne posebne ukrepe, bo pa Slovenija zanesljivo vztrajala pri arbitražni odločbi, spoštovala določeno mejo, kot je določilo sodišče, in izvajala še naprej pravno pristojnost na tem področju. Če Hrvaška tega ne bo upoštevala, torej ne bo pristopila k implementaciji, bo še vedno oporekala veljavnost arbitražne odločbe, bomo pripravljeni iti v tožbo, torej v uporabo pravnih sredstev, in na to se tudi pripravljamo. Seveda pa je še vedno obstaja upanje, da bo s pomočjo komisije prišlo do kakšne rešitve ali pa da bo komisija celo sama ugotovila, da lahko pravno ukrepa. Vsekakor pa Slovenija se pripravlja na morebitno tožbo in če bo treba, jo bo tudi vložila. V zvezi s Palestino, kaj lahko pričakujemo torej na petkovem zasedanju vlade, kakšne izhodišča boste sprejeli oziroma kakšne ocene so narejene in ali bi res lahko prišlo do kakšne škode, če bi Slovenija priznala Palestino? Najprej naj ponovim, da vse tri koalicijske stranke podpirajo priznanje Palestine in to v smislu, da pripomoremo k mirovnemu procesu. Tudi vlada je zato sprejela odločitev, da naj se proces sprejemanja take odločitve nadaljuje. In jaz osebno mislim, da je to pravično, da se prizna Palestino. Vendar da je treba upoštevati, da zato treba izbrati pravi način. Do tega moramo priti po preudarni poti, ne kar takole lahkotno, brez temeljitega premisleka. Zato sem skupaj z vlado naložil ministrstvom, torej vsem ministrstvom, še posebej nekaterim, da pripravijo temeljito analizo morebitnih posledic, pozitivnih ali negativnih učinkov takega priznanja na državo Slovenijo, pa tudi tega, kako bo seveda vplivalo priznanje na situacijo na Bližnjem vzhodu, torej koliko bo učinkovalo tako priznanje v tem primeru. Jaz pričakujem, da bodo ministrstva kmalu podala ta poročila, zaenkrat celovitih poročil še nimamo. Domnevam, da bo do tega prišlo v kakih 10 dneh, verjetno v petek še ne bomo imeli vseh poročil, kajti to je zelo zahtevna materija. In ko bodo ta poročila podana, bo vlada o vsem tem celovito obvestila pristojni odbor državnega zbora. Kdaj? Predvidoma. Predvidoma na naslednji seji državnega zbora. Jaz verjamem, da v kakšnih 14 dneh bi bilo možno že, da bomo imeli ta poročila zbrana in potem se že odpira možnost, da to predstavimo celovito državnemu zboru, torej predvsem pristojnemu odboru, medtem ko jutri bo neko delno poročilo lahko podal zunanji minister. Danes smo imeli tukaj več kot 80 veleposlanikov, ni pa bilo kitajskega. To razumete mogoče kot neke vrste povračilni ukrep? Ne verjamem in upam, da ne gre za kakšen povračilni ukrep. Dejstvo je, da imamo s Kitajsko zelo dobre odnose, da sprejemamo načelo ene države, da smo zelo okrepili gospodarske odnose, politične odnose, tudi kulturne v zadnjem času. Vedno več imamo kitajskih turistov, naša podjetja sodelujejo s kitajskimi, tako v Sloveniji kot na Kitajskem. Skratka, smo v nekem obdobju, vsaj v zadnjih 2-3 letih smo zelo pospešili ta odnos. Tudi sam sem se velikokrat sestal s predsednikom kitajske vlade in ne verjamem, da gre za kakršnokoli negativen signal. Izvoli. Mogoče to, o verjetnem prihodu Puigdemona v Slovenijo. O tem beremo v medijih, lahko to potrdite, zanikate oziroma veste, kdo ga bo sprejel, ga boste morda vi, kakšen bo namen, sprašuje se tudi, ali bi ga Slovenija lahko utegnila predati španskim oblastem. Gospoda Puigdemona nismo uradno povabili v Slovenijo. Zagotovo takšnega povabila strani vlade nima, zato ga tudi ne bomo seveda sprejeli, če bi slučajno prišel v Slovenijo. Nimam pa nobenih natančnejših podatkih o tem, ali sploh namerava zares priti v Slovenijo, kot se je pisalo. Tako da v primeru, če bo prišel, da uradne institucije ne bodo sprejele. Tudi če bi španske oblasti denimo zahtevale, da ga izročimo, kaj bi storili?
To pa je stvar pristojnih organov, da presodijo, ali je potrebno v tej smeri kaj ukrepati ali ne, tako da to prepuščam pristojnim ministrstvom. Hrvaška stran je nedavno tudi zatrjevala, da so Američani pripravljeni pomagati v sporu med Slovenijo in Hrvaško. Danes smo veleposlanika lahko razumeli, da nič ne ve o tem. Vaš komentar, ste se kaj pogovarjali vi o tem? Tudi mi ohranjamo seveda nek stalni stik s našo zaveznico in prijateljsko državo, Združenimi državami Amerike. Tako da se zavedamo, da bi tudi ZDA bile zainteresirane, da se ta arbitražna zgodba zaključi v dobro obeh držav. Vendar pa seveda stališče ZDA zaenkrat še ni takšno, kot bi mi pričakovali, da je treba torej implementirati v vsakem primeru arbitražno odločbo in zato seveda pričakujem, da bo prihodnje prišlo do te spremembe stališča tudi na strani ZDA, tako kot meni celotna Evropska unija, da je treba pa spoštovati tukaj arbitražno odločbo. Ampak seveda vsi si želimo, da bi se to mejno vprašanje spravilo z dnevnega reda, da bi se spoštovala ta odločba in to bi bil tudi najboljši primer za to, kako lahko po pravni poti rešimo neko zadevo in to bi bil dober zgled za tudi denimo države Zahodnega Balkana, ki jim ravno Evropska unija in cel svet govori, kako morajo spoštovati vladavino prava. Seveda ravno članice Evropske unije moramo tukaj to dokazati na lastnem primeru, da spoštujemo vladavino prava. Recimo vemo, da ameriško stališče ni za priznanje Palestine, bi tudi to lahko šlo nam v škodo potem? Zanesljivo bo treba preučiti tudi to, kako bi se ZDA odzvale na priznanje Palestine se strani Slovenije. ZDA je naša zaveznica, partnerica in seveda je zelo pomembno, kaj bi v tem primeru razmišljali naši prijatelji, zavezniki onkraj luže, kot rečemo. Bo zaradi arbitražne razsodbe, boste kakšne drugačne odločitve sprejemali pri denimo, vašem dopustovanju na Hrvaškem? Vemo, da v preteklosti ste radi tja zahajali, boste to kakorkoli spremenili? Jaz sem pogosto letoval na Hrvaškem v preteklosti, verjetno bom tudi v prihodnje. Res pa je, da v tem času, ko se pogovarjamo o tem, kako implementirati arbitražno odločbo, ko je očitno, da je med državama na tej točki premalo zaupanja in se včasih manipulira tudi glede tega, s kom si se dobil, kje si bil, morda včasih ni najbolj primerno, da prije do določenih potovanj ali stikov, da ne bi javnost, predvsem tudi mednarodna javnost, dobila napačnega signala. Vsekakor pa je Hrvaška naša prijateljska država. Normalno je, da državljani ene in druge potujemo sem in tja. Verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Se pravi, želim pa kot predsednik vlade tudi z lastnimi ravnanji, ne samo z besedami pokazati, da mislimo za arbitražno odločbo zelo resno, da jo želimo implementirati in da verjamem, da je to edina prava pot v dobro obeh držav. Okay. Hvala lepa.